Pozdravljeni. Pozdravljeni in hvala za povabilo. Danes je z nami gospa doktorica Anita Pirečnik-Noč, magistrica zdravstvene nege in doktorica zakonske in družinske terapije. Vi ste terapevtka in prav tako nekdanja za MS, multiplo sklerozo, specializirana medicinska sestra. 20 let ste bili zaposleni na Nevrološki kliniki UKC Ljubljana, zadnja leta pa vodite podporne skupine za zakonce in svojce bolnikov z multiplo sklerozo. Kako se bolniki čustveno spoprijemajo z invalidnostjo, ki jo povzroča multipla skleroza? Kako to vi vidite? Ja, zdaj zelo radi uporabljamo izraz, da ima multipla skleroza, da je bolezen tisočerih obrazov, in dejansko zaradi te raznolikosti je zelo težko na začetku bolezni napovedati njen potek. Tudi napovedati, do kakšne mere bo ovirala bolnika v vsakdanjem življenju in do kakšne invalidnosti bo pripeljala. Zdaj največkrat bolezen začne z zagoni, med zagoni pa so obdobja remisije delne ali popolne in tako, da dejansko invalidnost nastaja za čas z trajanjem bolezni. In zato se tudi bolniki drugače soočajo s to invalidnostjo kot mogoče nekdo, ki čez noč, ki ima prometno nesrečo in čez noč pristane recimo na invalidskem vozičku, ali pa nekdo, ki na hitro oslepi. Tukaj gre predvsem za neko to negotovost, kako bo bolezen potekala, in zato se tukaj porajajo različna čustva. Veliko je strahu, potem je neke anksioznosti, motenj razpoloženja. Bolniki se lahko soočajo tudi z žalostjo, s tem, kaj ta invalidnost prinese, kaj bo treba spremeniti v življenju, kako bo to vplivalo na njihovo, delovno okolje, domače okolje, na njihove odnose z družino, partnerske odnose. Tako da velikokrat tudi invalidnost prinese neko negativno samopodobo. Bolniki, ki imajo nek delež invalidnosti, se vidijo drugače kot prej, kot so bili zdravi, lahko se socialno izolirajo, ne grejo več v družbo, se zaprejo med 4 stene. Lahko pa tudi napredovanje bolezni prinese neko jezo. Predvsem zato, ker bolniki ne zmorejo več nekih stvari, ki so jih pred boleznijo z lahkoto opravili, ne morejo več upravljati nekih aktivnosti. In tukaj pride predvsem do frustracije, takrat, ko bolniki ugotovijo, da je to nekaj trajno nepovratnega, da pač teh aktivnosti več ne bodo mogli upravljati, da se bodo mogli prilagoditi svoje življenje. Tako da je dejansko spoprijemanje z invalidnostjo en tak težek proces, ki se ga posamezniki različno lotevajo in različno sprejemajo. Je pa tukaj bi zelo poudarila, da je pomembna neka fizična in čustvena podpora, predvsem podpora družine, prijateljev, ker s pomočjo le tega tudi bolniki z invalidnostjo lahko potem živijo neko kvalitetno življenje. Hvala. Neredko se bolniki z multiplo sklerozo zaradi takšnih občutkov dolgo otepajo pravic, ki jim gredo iz tega naslova invalidnosti. In ko se z invalidnostjo soočijo in pridobijo denimo veljavno parkirno karto, zanje rezerviranih parkirnih mest ne morejo uporabljati. Ja, to je en tak problem, ker mi velikokrat invalidnost predvsem povezujemo z nekimi motnjami mobilnosti in z nekimi pripomočki. Zdaj, če vidimo nekoga z berglo, z hoduljo, invalidskim vozičkom, temu bomo nekako dali ta status invalida. Jaz bi pa tukaj poudarila, da je pa predvsem pri multipli sklerozi veliko teh skritih simptomov, ki navzven niso tako vidni, bolniku pa lahko zelo ovirajo vsakodnevno življenje, vplivajo na kvaliteto življenja. In to so recimo, določene kakšne bolečine, potem utrudljivost je en tak simptom, ki se ga nič ne vidi, pa bolniku lahko zelo ovira vsakodnevne aktivnosti, potem so tudi lahko kakšne kognitivne motnje, motnje koncentracije, motnje spomina. In zdaj, če en tak bolnik parkira na tem mestu za invalide, je lahko velikokrat tudi deležen nekega šikaniranja strani okolice, ker bo stopil iz avta, normalno bo hodil, ampak recimo lahko je pa zelo utrujen tisti dan. Bo dobil neke opazke, da zlorablja sistem, in tukaj pride potem do nekega sramu, do stigme.
Tako da dejansko se bolniki zelo dolgo upirajo, da bi uporabljali te invalidne prostore, kljub temu tudi, da mogoče, da že imajo urejeno kartico, imajo nekako občutek, da jim to še vedno ne pripada, da so drugi, ne vem, bolj prizadeti. Potem je pa druga stvar, tako kot ste rekla, če pa že bolnik hoče parkirati, se bo pa zgodilo, da je parkirni prostor že zaseden, ampak strani ljudi, ki res niso upravičeni do tega, in tukaj lahko pride potem tudi spet do neke frustracije, jeze. Tako da jaz mislim, da treba je veliko osveščati ljudi, seveda, hvala Bogu, se govori v družbi, se v šolah osvešča, mogoče predvsem tudi o teh nevidnih simptomih, da ni invalidnost samo tista, kar vidimo navzven, pa jaz bi rekla, začnimo v družinah. Bodimo starši zgled svojim otrokom, da ko gremo v trgovino, da ne parkiramo na prostoru za invalide, ker vemo, da vsak zgled šteje več kot pa 1000 besed. Hvala lepa. Hvala vam.